verjamem, da morda bom nanizala nekaj stvari, toliko, da vam dajo misliti, kako bi lahko svoje trajnostno potovanje morda še nadgradili oziroma malce bolj izpilili, kajti trajnostna pot je vedno tista, ki vabi k nenehnemu novemu razmisleku in vabi k novim idejam in novim izkušnjam. Tako da v zadnjih 10 letih so se pač številne prakse v globalnem okolju nabrale, tako z vidika različnih trajnostnih indeksov, ki vemo, da v globalnem okolju jih je kar nekaj je tudi takih, ki kotirajo na borzi. In začelo se je seveda z malo bolj množičnim poročanjem pred dobrimi 10 leti, ko ni šlo samo za nekaj tistih fanatikov, ki so orali ledine, ampak so bile že neke večje številke teh korporacij, ki so tudi s trajnostnim poročanjem, s trajnostnimi modeli zaorali ledino na svojih področjih. Torej, kot rečeno, v zadnjih 5 letih pa se kaže, da tista podjetja, ki so že pretekla to pot, se ne zadovoljujejo več s trajnostnim poročanjem. To je nekaj, kar je zgolj higienik, nekaj, s čimer so trasirali svojo pot, da so se znali prešteti, malo pomiriti in znali zdefinirati, kaj jim kaj pomeni. Sedaj pa tisti, ki so vodilni, ker govorimo o zmagovitih trajnostnih strategijah, razmišljajo o trajnosti kot o ustvarjanju vrednosti. Torej, trajnost ni več tisto, kar popišemo, samo kar izmerimo in znamo poročati. Sedaj pač prehajamo v trajnostne strategije, ki ustvarjajo. Vemo, da je to veliko lažje reči, kot narediti, in ko govorimo o teh trajnostnih ciljih, vsi imamo pred svojimi očmi teh 17 globalnih ciljev, ki jih je pred kar dolgim časom že definiralo področje Združenih narodov, torej 17 teh trajnostnih ciljev. In kaj se ugotavlja med temi najbolj prodornimi strategijami na globalnem področju, se vprašamo, ali je več bolje. Ko pogledamo torej desetletje nazaj, vemo, da tisti najbolj ambiciozni so želeli zajemati z velikimi žlicami, torej več ciljev, vedno več in so širili diapazon področij, katerih so se želeli dotakniti. Ampak zdaj že imamo neko časovno distanco, po kateri ne merimo samo namenov in nekih modelov in strategij, ampak tudi že njihove rezultate. In kaj kaže? Da podjetja, ki so imela preširoke strategije, torej ki so hotela involvirati, vključiti razno številna področja, so preveč razpršila svoj fokus. To pa ne pomeni, da niso pridno izvajala določene aktivnosti, tudi vlagala številne inpute, tako časovne, kadrovske, kakor tudi finančne, ampak izplen je relativno šibek. In v bistvu zdaj z iskanjem nekih novih modelov strategije nam je povsem jasno, da več ni vedno bolje, oziroma da fokus vsega pomeni, da marsikaj izgubimo. Torej, ko govorimo o vektoriranju, to je pač iz angleške besede vectoring, kot vemo, se nekako zgledujemo po določenih tudi vojaških ali aviacijskih strategijah, kjer zasledujemo ta 3 področja: fokus, smer in hitrost. Torej, ne smemo razpršiti. Razumemo, da nekatera podjetja, ki so globalisti, ali pa naša podjetja, ki so relativno kompleksna z številnimi dejavnostmi, zelo hitro lahko zapadajo v to past pravzaprav dobronamernosti, da bi se šli marsikaj, da bi želeli marsikatero dobro idejo, ki se nam porodi ali ki jo vidimo, slišimo od drugod, tudi sami udejanjati. Ampak, če pogledamo torej, kot rečeno, z neko časovno distanco, se vidi, da pogosto lahko svoje resurse vsak, ne glede na to, koliko jih ima, pa ima omejene resurse, preveč razprši in je preveč inputa za premalo outputa. Druga stvar je smer. Zelo lahko je
nekako teči po toku vetra, ki je trenutno modern, ki se zdi, da so določene stvari, ki so trenutno in. Znova strateški načrti, ki so dali največji izplen, kažejo, kako je pomembno na daljši časovni rok zasledovati isto smer. In kadar podjetje, korporacija, druga entiteta prehitro menja smeri, to vidimo tudi na ravni različnih držav, ko z vsako garnituro pač pride neka nova vizija, potem vidimo, kako tisto, kar smo zgradili, hitro lahko zrušimo in izplen je piškal, kljub temu, da je bilo vanj vloženo veliko. In naslednja stvar, kar je ključna pri vektoringu, je določena hitrost. Torej, če pustimo neki svoji razpoloženskosti, da potem iz leta v leto nekako prilagajamo, kako se nam zdi, potem pravzaprav strategija ni targetirana in v določenem časovnem nekem okviru ne dosežemo to, kar smo želeli. Govorimo o 4 gradnikih, preko katerih, to so te leče, preko katerih presojamo naš fokus in presojamo, ali dejansko gradimo vrednost. Torej, ne samo, da se dotikamo določenih področij, ampak mi želimo vrednost graditi. Te 4 gradniki, ki so se kazali med najuspešnejšimi, torej, če analiziramo ta globalna podjetja, prvo je tako imenovana eko-učinkovitost, torej učinkovita, zmagovita strategija mora dati prihranke. Ko govorimo o učinkovitosti, seveda so prihranki oziroma nižanje okoljskega, lahko tudi zožamo to še na ogljični odtis in tudi stroške čisto z vidika financ. Naslednje področje, ki je zelo, zelo pomembno, je rast prihodkov. To pa pomeni, da znamo izkoristiti ali sami odpirati nove priložnosti in hkrati se očitno vključiti tudi na področje inovacij. Torej, kot rečeno, je prvi gradnik že tisti, ki ima najdaljšo tradicijo skupaj s trajnostnim poročanjem. Se pravi, da znamo stvari pomeriti in znamo nekako tudi zasledovati določene cilje racionalizacije. Tisti nov gradnik, ki ima veliko manjše dobre prakse v mednarodnem okolju, je ravno ta vidik inovacije in dodane vrednosti in se v prihodnje pričakuje, da bo tu veliko večji pomen. Potem naslednje področje je povečanje ugleda. Tu ne govorimo samo o neki psihološki, fantomski, nekateri rečejo celo megleni kategoriji, ampak zelo jasnim definiranju ugleda, ki more močno korelirati z zaposlovanjem talentov in financiranjem. Tu pogosto govorimo, tudi smo že organizirali kakšne webinarje posvete na temo zelenega financiranja. To ni znova več stvar neke ultra ozaveščene banke ali zavarovalnice, ampak to je v bistvu že glavno vodilo, tako z vidika javnih sredstev, kakor tudi komercialnih in drugih vlagateljev, ki se dejansko odločajo konkretno z vidika ugleda na tem področju. Vemo pa, da je v sodobnem času prava bitka za talente in da je v bistvu s temi novimi generacijami že potrjena korelacija med motiviranostjo, iskanjem namena med mladimi in hkrati temi priložnostmi, ki jih potem izbirajo na trgu. In seveda zelo, zelo pomembno področje je zniževanje tveganj. Vemo, da trajnostni razvoj skupaj s podnebnimi spremembami, krožnim gospodarstvom, vsem tem, kar to vključuje, ima za sabo tudi zelo posebna in pomembna tveganja, ki jih ni lahko upravljati. Ko pogledamo dejansko trg zadnjih 10 let s poudarkom na zadnjih 5 letih, lahko določimo ene 4 arhetipe, to nam pomaga tako se malo določiti. Če bi danes imeli več časa, bi lahko govorila tudi po tipih branže, ker določene stvari so malo bolj tipične za kakšno branžo kot drugo, ampak danes imamo torej to blic, kratko ptičjo perspektivo, toliko, da nam malo razširi apetit za to vrstno razmišljanje. Torej, arhetipi se delijo na 4 področja, če govorimo z vidika izkušnja
izkoriščanje priložnosti in zmanjševanje tveganj. Vidimo, da tako, kar nam pade morda prvo v oko, največja elipsa je komunikativnost. Se pravi, so tisti arhetip podjetij, ki sloni na korelaciji trajnostnega razvoja v smislu izkoriščanja priložnosti in zmanjševanja tveganja s komunikacijo. Nič čudnega, večkrat sem danes poudarila, da je pač začetni korak trajnostno poročanje, torej gre prvič za komuniciranje znotraj podjetja, kjer se znamo prešteti, znamo komunicirati in znamo skomunicirati tudi navzven. Ampak v bistvu na ta način poskušamo zbalansirati v nekem smislu tveganja v odnosu do številnih ključnih javnosti in tudi na ta način, ker se pozicioniramo na ta način, tudi se nam odpirajo določene priložnosti. Kar je tudi zelo močen arhetip podjetja, so tako imenovani tradicionalni. To so tisti, ki pravzaprav trajnostni razvoj ne vidijo tako z vidika priložnosti in zmanjševanja tveganj tako visoko. Ne pomeni pa, da niso ozaveščeni, seveda so, ampak je njihovo gonilo zgolj, da so na varni strani. Torej, da izkoriščajo toliko priložnosti, da so na trgu še konkurenčni in hkrati zmanjšujejo toliko tveganj, da niso na rdeči strani zakonodaje. Torej, skrbno spremljajo, kakšni so trendi zakonodaje in tistih nujnih korakov, ki jih morajo narediti, in v bistvu to je ta krog, v katerem se gibajo. Potem pa sta dva segmenta, ki sta zaenkrat še manj obsežna, ampak za katere imamo upanje, da se ti krogi razširjajo tudi z vašimi dobrimi praksami, so oportunisti in transformacijski modeli. Oportunisti so tisti, ki imajo manj pred očmi tveganja, ker imajo predvsem drive priložnosti, se pravi, iščejo nove inovacije, prebojnosti, iščejo nova partnerstva in hočejo delati na področju trajnostnega razvoja na trgu disrupcijo. Tako z vidika poslovnih modelov, partnerstev, novih tehnologij, skratka na več področjih. Transformacijski so pa tisti, ki pravzaprav imajo poleg teh priložnosti, imajo tudi pred očmi visoko upravljanje s tveganji. Torej, nekaj kot rečeno je bližje določenim branžam kot drugim, ampak naj bo dovolj za razmišljanje in morda se bomo v kakšni drugi priložnosti podrobneje o tem pogovarjali. Sedaj pa znova ena taka slika, ena matrika, ki nam morda tudi metodološko malo pomaga delati določene korake. Vemo, da trajnostno področje je silno široko in je včasih ravno poiskati ta fokus in se ga držati, ne da širiš na levo in desno. Številna priložnosti in izzivi, ki so pred nami, je pač kar ključna zmaga. Na hitro preletimo in potem, če bo kdaj kasneje kakšna želja, se lahko podružimo še okoli kakšnih specifičnih področij. Torej, ko imamo matriko trajnostne strategije, seveda začnemo s podjetjem, organizacijo, državo, lokalno skupnostjo, se pravi z entiteto. Potem zelo jasno definiramo namen tega subjekta in to v luči trajnostnega razvoja. Torej, ne prepišemo samo tisto bazično izjavo, ki je morda v našem statutu, ampak v bistvu jo premislimo z vidika sodobnega trajnostnega razvoja, definiramo materialnosti oziroma bistvenosti in potem zdefiniramo ta business case. Tu je pač prevedeno kot poslovni primer, ampak morda nam gre lažje v ušesa kot business case. Tu je ta ključna ločnica med tem, kako se je trajnostni razvoj upravljalo še do nedavnega, ko je bilo dovolj, da smo se ustavljali pri bistvenosti in smo na te abscisi in ordinati priložnosti in tveganj pač žonglirali določena področja. Sedaj je vse treba prenavljati ali prevajati v business case. In ta business case seveda mora biti diferenciran na trgu, seveda od naše konkurence, lahko celo od business as usual, kot je poznan v naši branži. Zelo jasno definiramo cilje in ambicije, sredstva in orodja, ki nam morajo biti na voljo, da to dosežemo, in potem načrtujemo ukrepe po letih.
Nadaljni korak, ki je izredno dobrodošel in je sedaj že možen, pred leti ni bil, ker še ni bilo te mednarodne dobre prakse in tudi teh analiz ne, sedaj te analize že so po teh svetovnih branžah, naredimo tako imenovano toplotno karto meril, ki je pravzaprav zdefiniramo, kje so najboljši v naši branži na področju torej upravljanja s tveganj in izkoriščanja priložnosti. In potem vrišemo naše koordinate v korelaciji z njihovimi in potem vidimo, koliko zaostajamo, ali smo v povprečju ali pa smo morda celo tisti, ki smo trendsetterji. In potem določamo naslednji korak, so še merila, kjer na podlagi strateškega vidika izvedljivosti, ali je to nizka ali je visoka, in na podlagi vpliva, tako z vidika vpliva našega ugleda, kakor tudi tržnega vpliva po tržnih segmentih, seveda tudi socialnega in okoljskega, potem zdefiniramo našo karto in jo kalibriramo torej po fokusu, po jasni dolgoročni smeri in seveda definiramo tudi hitrost našega potovanja. Sedaj smo to zelo na hitro pregledali in sedaj kot opora po teh točkah bom samo izpostavila določena vprašanja. Torej pri namenu se vprašamo, torej, kakšen je naš namen in kako je povezan s tem našim trajnostnim programom. Ko razmišljamo o materialnosti oziroma o bistvenosti, se vprašamo, ali imamo opredeljene najpomembnejše teme o trajnosti in ali so te teme gonilniki. Namreč raziskave kažejo tudi, da marsikatero podjetje ima te teme opredeljene, ampak so večinoma v predalu oziroma z njimi nekako upravlja samo področje trajnostnega razvoja, ki ni na ravni najvišjega vodstva in torej niso gonilniki razvoja podjetja. Ali so upoštevana geografska območja delovanja, to seveda je mišljeno za tista podjetja, ki deluje bodisi na več kontinentih ali več trgih, imamo segmentirane stranke, to ne mislimo samo na sociogeografski, ekonomski način, to zagotovo imamo, ampak tudi z vidika trajnostnega profila. Kakšna je naša struktura vrednostne verige za vse naše proizvode in storitve in ključne zainteresirane strani ali lahko rečemo tudi deležnike. Potem, ko govorimo o tem, da se že pomikamo naprej v smislu vektoriranja business case-a, se vprašamo, kakšen je naš business case trajnosti. To je nekaj, kar verjamem, da moramo v prihodnosti vsi rasti, kajti to ni čist enostavni preskok, ne v miselnosti in ne v praksi. In na kakšen način je trajnost vključena v korporativno strategijo. Če še nedolgo nazaj veljalo, da so bile to ločene strategije, trajnostna od te bazične korporativne core strategije, je pravzaprav govorimo sedaj o enovitosti, ker je trajnost del gonilnikov razvoja. Potem govorimo o diferenciaciji, torej katera so področja sodelovanja v celotni panogi. Torej, ko govorimo o diferenciaciji, nismo več lastni, izoliran subjekt, ampak je ključno graditi vrednosti v sodelovanju in tako po verigi vrednosti navzgor kot navzdol. In katera so tista področja strateška, s katerimi povečujemo svojo konkurenčnost. Seveda, ko govorimo o konkurenčnosti, imamo nenehno pred očmi te naše 4 gradnike, torej gradimo ugled za trajnostno financiranje, za privabljanje talentov, potem imamo stroškovno učinkovitost, inovativnost in tako naprej. Imamo cilje in ambicije. Te povezujemo z našimi KPI, torej se vprašamo, ali je nabor naših ključnih kazalnikov uspešnosti, KPI, zagotovo jih imate, ali ta podpira naš business case, ta trajnostni business case in fokus diferenciacije. In to je en tak trši oreh, ne samo za naša slovenska podjetja, ker včasih mislimo, da je trava zelena, bolj zelena, nekje v tujini, ampak to je v bistvu rak rana globalne skupnosti, redko katera podjetja so tista, ki dejansko
živijo res, res, res top to bottom, ponavadi je še vedno trajnostni razvoj področje middle managementa, čeprav ko hodimo na različne konference, razlagajo ljudje drugače, ampak ko pa vidiš ustroj podjetja in ko nastopi trenutek resnice in ne samo lepo komuniciranje, potem pa vidimo, da v bistvu še ni tako veliko top managementa prepričano in se tudi zato tako ne zavzema. Ampak vidimo vsaj zadnjih 5 let, da je ta preskok zelo učiten in da si tudi v prihodnje lahko nadejamo, da bo šel trend v to smer in ali te cilje komuniciramo z zunanjimi javnostmi. Zelo pomembno je sredstva in orodja, ker če se tu ustavimo in imamo lahko domišljeno vse, kar smo do sedaj govorili, pa nimamo zadostnih sredstev in orodij, potem se stvari zaustavijo in čakajo na boljše čase, tako da to je pomembno zagotoviti v istem krogu. In je potem te načrtovanje ukrepov v določeni časovnici in imamo ta večletni načrt za izvajanje z časovnico, ki definira tudi hitrost. To smo preleteli zelo na hitro. Upam, da bo kakšna misel zanimiva. Sicer smo, kot vedno rečeno, na voljo za vaša vprašanja, za določeno nadgrajevanje kakšnih znanj. Veseli smo, ker je vse več dobrih praks. In ko govorimo o dobrih praksah, izkušnje so tudi te, ki morda kakšne stvari niso šle gladko skozi in se tudi na teh stvarih lahko učimo. Zelo nam je pa navdihujoče, ko vidimo, kako inovativni smo lahko na različnih stvarih, kadar res v stvari verjamemo. In zato tudi si želimo novih navdihujočih stopinj, ki jih boste delali tudi vi in se prav veselim te prakse, ki bodo danes predstavljene. Verjamem, da tudi slušatelji imate svoje prakse, zato mi kot Zelena Slovenija želimo nadgrajevati to vrstno povezovanje v skupno dobro. Tako da hvala lepa za vašo pozornost in se veselim vsega, kar bo še sledilo. Lepo pozdravljeni.